Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic, kjer v današnjem športnem pogovoru gostimo košarkarja Luko Rupnika. Luka, najprej prav en lep pozdrav. Dober dan, dober dan. Iz domače Idrije vas je košarkarska pot vodila po številnih klubih po Evropi. Nazadnje ste uspešno nastopali v Belgiji za klub Antwerp Giants, s katerim ste osvojili tudi naslov belgijskega pokalnega zmagovalca, od tem pa tudi prejeli naziv najkoristnejšega igralca tekme. Kako ocenjujete svojo izkušnjo iz Belgije? Ja, lahko rečem, da na koncu je izpadla zelo pozitivno, kljub temu, da je virus vse skupaj prekinil. Z ekipo smo nekako bili na začrtani poti, osvojili pokal, kar je za ta klub velik uspeh in sem prepričan, da če bi se sezona nadaljevala, da bi vzeli tudi prvenstvo, kajti smo se kar dvignili proti koncu sezone. Zdaj osebno oziroma individualno se mi zdi, da mi je bila to najboljša sezona do zdaj v karieri, ampak sem mnenja, da itak kot športnik ti dozoriš eni prej, eni kasneje in jaz mislim, da sem nekako na pravi poti. Marsikomu je Belgija, bom rekel, v košarkarskem smislu zelo nepoznana, mogoče tudi zato, ker belgijska reprezentanca ne igra neke vidne vloge. Kako sami ocenjujete belgijsko prvenstvo? Ja, definitivno ni na nivoju ACB-ja oziroma španske lige, kjer sem bil zadnjih nekaj let. Je pa tako, dvorane so polne, kamorkoli greš je po, ne vem, te manjše 3-4 ure ljudi. Medijska pokritost je zelo dobra, je veliko teh športnih oddaj, prenosov. Dejstvo pa je, da kvaliteta ni na tej ravni, kjer bi, kot so najboljše 4 lige v Evropi. Prvih par ekip igra tudi evropska tekmovanja, kot so Eurokupa oziroma Champions Liga. Tako da je zanimiv, ni pa ta nivo, kot sem bil navajen prej, recimo. In prav to, bom rekel, sodelovanje v mednarodnih ligah vas je vodilo, da ste iz Španije pristopili v Belgijo. Ja, nekako z agentom sem bil dogovorjen, da iščemo večjo vlogo po 3 letih kot rezervni playmaker v Španiji. Ta se je ponudila v Antwerpu, in ki so bili en let prej, so bili tretji v Champions Ligi, so imeli res dobro sezono in nekako so prišli na ta košarkarski zemljevid, tako da se da iz tega nekaj izvleči in jaz sem bil takoj za in moram reči, da ne obžalujem. Kako je pa organiziranost klubov v Belgiji? Omenili ste mi v enem pogovoru, da je na zelo visokem nivoju. Ja, belgijska, prav tako lahko rečem tudi kot država, je vse skupaj zelo organizirano, vse kar se zmeniš, tako je in kar se tiče pogojev, sem bil zelo zadovoljen. Imeli smo svojo ta practice facility, kjer smo samo trenirali, naša dvorana je bila, ne vem, 200 metrov stran za 6-7 tisoč ljudi in res, kar se tiče organiziranosti, Belgija zelo na nivoju. Ste pa tudi v Španiji, lahko rečemo, kar pustili viden pečat v obeh klubih, za katere ste nastopali. Začeli ste v drugi ligi, kjer so pa hitro pri drugi ekipi videli vaše kvalitete, pa vas povabili svoje vrste. Kakšna je bila izkušnja v Španiji? Ja, Španija mi je nekako kot drugi dom, rad se vračam tja in verjamem, da se bom še kdaj vrnil. Predvsem s Fuenlabrado sem še vedno v stikih, 3 leta tam se mi zdi, da sem pustil kar močan pečat, kot ste rekel. In bomo videli, letos sicer niso imeli dobre sezone, ampak jih je nekako virus rešil, da so ostali v prvi ligi. Tako da z veseljem pogledam par njihovih tekem in bomo videli, kaj prinese prihodnost. Ko se pogovarjamo o košarki, največkrat beseda nanese na košarkarsko igro onkraj luže, se pravi v Združenih državah Amerike. Tudi sami ste se tam že preizkusili, sicer bom rekel kot 17-letni igralec. To je bilo leta 2010, ko ste zastopali barve Evrope za igralce rojene leta 1993 in na tej tekmi v Madison Square Gardenu v New Yorku ste tudi pustili kar lep pečat. Kakšni so spomini na to tekmovanje? Ja, dobri. Takrat sem bil še mlad, v bistvu še nisem bil prav tako rekoč na profesionalni poti.
z leti nekako ta spomin dobiva na veljavnosti, kajti Madison Square Garden velja za najbolj znano dvorano na svetu. So lepi spomini, ampak kot sem rekel, v športu je tako, da moraš iz dneva v dan se dokazovati, če ne te hitro pozabijo oziroma si hitro popljuvan in rad se spomnim, to je pa tudi to. Naj ob tem dodam, da ste na tej tekmi dosegli največ točk in prav tako prejeli priznanje za najkoristnejšega igralca. To drži? Drži. Vse vaše igre so pripeljale tudi do tega, da ste doživeli tudi vpoklic v reprezentanco. Sedaj ste zadnje leta kar, lahko rečemo, stalni član reprezentance, ampak tudi reprezentančne akcije so trenutno malce zaustavljene. Kakšni so vaše pričakovanja glede reprezentance in kaj je glavni cilj slovenske reprezentance v košarki? Ja, tudi v reprezentanci leta hitro minevajo. Ravno včeraj smo se pogovarjali in zdaj bo že kmalu 10 let, odkar sem prvič igral. Se mi zdi, da s fanti smo zelo dobra ekipa, res kemija je na visokem nivoju, radi skupaj igramo, čeprav zdaj zadnje okno nismo bili najboljši, ko bi rekel, nismo prikazali najboljših predstav, ampak mislim, da cilji so isti, zdaj olimpijada in naslednje leto, ker je bila pač predstavljena, in verjamem, da z Luko pač je vse mogoče in če bo on zdrav, če bo prišel zraven, mislim, da se lahko enakovredno kosamo z Litvo v Litvi. Omenili ste Luka Dončića, vsekakor glavnega športnega zvezdnika v Sloveniji, tudi širše. Z njim gojite prav posebno prijateljstvo, tudi če podatek drži, večkrat ga pripeljete na obisk v Idrijo. Ja, z Luko sva zdaj že 5-6 let dobra prijatelja. Rad se vrača v Idrijo, vsak let pride vsaj 3-4-krat, trenira košarko ali greva na tenis, ampak drži, je en izmed svetovnih zvezdnikov trenutno in sem vesel, ker je ostal isti fant, kot je bil na začetku, ko smo se spoznali, in lahko rečem, da ima pred sabo še veliko stvari oziroma še veliko dosežkov, ki bojo bili na koncu znani v zgodovini. Priimek Dončić je tudi sicer povezan z idrijsko košarko. Njegov oče je igral za idrijsko ekipo, ko je ta nastopala v prvi slovenski ligi. Takrat, ko je idrijska ekipa prišla v prvo ligo, ste imeli 2 leti, pa me zanima, imate kaj spominov na to obdobje ali se bolj spomnite na podlagi pričevanj drugih? Ja, žal sam se ne spomnim. Je pa res, da mi je oče oziroma cela Idrija, kadarkoli nanese tema na košarko, se vsakdo spomne mojega strica Francija in teh zlatih časov, in lahko rečem, da v bistvu že na pamet znam to tekmo, ko so igrali z Olimpijo, sem si jo večkrat pogledal, pa tudi zdaj Milko je v reprezentanci zadnji 3-4 leta z nami in večkrat ga zbodem na to temo, kako so izgubili v Idriji, in lahko rečem, da ga še zdaj boli. Pa sicer spremljate, kakšno je stanje trenutno v idrijski košarki? Ja, moj bratranec Blaž je že vrsto let najboljši igralec v Idriji in z njim so vsak dan na vezi, tako da v bistvu sem skozi na tekočem. Tudi letos, ko so imeli res dobro sezono, žal je prišla ta nesrečna tekma s Slovanom. Nekako se mi zdi, da niso imeli izkušenj igrati takih pomembnih tekem v zadnjih letih in so na to izgubili. Ampak me veseli, da idrijski klub dobro dela. Upam, da bo še čim več teh mladih košarkarjev prišlo, da bo še kdo se pridružil na tej profesionalni poti. Mislim, da v Idriji je dober poligon, da se naredi igralce oziroma tudi kasneje, da bi se nekako prišlo v to drugo ligo, kajti Idrija ima nekaj, kar noben klub v Sloveniji nima, in to so gledalci, to je publika, ki pozna košarko, in je prav škoda, da nekako leta minevajo, mi pa ostajamo v 3. ligi. Kot že rečeno, košarkarska igrišča trenutno samevajo. Kje pa vas bomo lahko spremljali, ko se bodo igrišča ponovno odprla? Je že kaj znanega glede vaše nadaljne košarkarske poti? Zaenkrat ne, oziroma vse skupaj se bo
začelo odvijati v začetku poletja. Je pa res, da ta virus je nekaj novega za vse, tako da ne vem, ali bo market se prej odprl ali se bo kasneje, ampak verjamem, da se bomo kmalu začeli pogovarjati. Zdaj, kar se destinacij tiče, pa vse skupaj še prezgodaj. Ampak zadnje besede o košarki pa zagotovo še niste rekli. Ne, upam, da vsaj še 10 let ne. Luka, najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu v studiu Idrijskih novic. Želim vam uspešno kariero še naprej. Dragi gledalci in drage gledalke, vam pa najlepša hvala za pozornost in vabeni k ogledu naslednjih športnih pogovorov.